Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lepo pozdravljeni na današnjem zajtrku, na katerem se vam bodo predstavili kandidati za poslance v Državnem zboru iz ljubljanskega območja. Vidite nekateri znani obrazi, zelo znani obrazi, nekateri tudi tako imenovani novi obrazi, ki se vam bodo danes predstavili s svojim programom. In najprej bi dal besedo dr. Anžetu Logarju. Hvala, Miro. No, kot vidite, smo tukaj uigrana nogometna ekipa, ki nima nobene težave z ženskimi ali moškimi kvotami. Pobičil bi še eno kandidatko, Nenko Žagar Slana, ki kandidira v centru, ker je v tujini. Drugače pa se danes predstavlja ekipa, ki že kar dober mesec ali več prepričuje someščanke in someščane v Ljubljani, da je edina ekipa, ki bo delala za njih v prihodnem sklicu parlamenta, ekipa Slovenske demokratske stranke. Na teh volitvah želimo v Ljubljani bistveno izboljšati svoj rezultat, že zato, ker je tu velik volilni potencial. Vemo, da tudi v Ljubljani veliko volivcev ostane doma, zato je naš primarni cilj, da ne prepričujemo prepričanih, ampak da se usmerimo na tiste volivce, ki so bili razočarani, ki do sedaj niso videli ustrezne ponudbe, hkrati pa morda ta ponudba ni bila ustrezno prezentirana. Zato je ta volilna kampanja z vidika Slovenske demokratske stranke in mestnega odbora Ljubljana maksimalno aktivna. Predlagam, da se vsak kandidat na kratko predstavi, da boste razumeli, zakaj govorimo o zmagovalni ekipi. Glede moje predstavitve pa morda samo beseda dve, da želim tudi v prihodnem mandatu, koliko bom imel to priložnost, glasno opozarjati na nepravilnosti in stranpoti slovenske družbe in njenih podsistemov in iskati rešitve za popravo teh sistemov oziroma za vzpostavitev pravične, demokratične, enakopravne družbe, ki temelji na vladavini prava, torej enaka pravila za vse, ne pa za tajkune tako, za normalne državljane pa čisto drugače. Predlagam, da gremo torej najprej desno, z desne sredine naprej, potem še v drugi smeri oziroma iz desne strani, potem še tu naprej. Mojca. Hvala. Kandidiram zato, ker me boli drugorazrednost. Drugorazrednost vseh tistih, ki so pridni, pošteni, marljivi, inovativni, pa vendarle ne najdejo svoje prilike. Kandidiram proti privilegijem. Kandidiram zato, ker se bojim za Slovenijo, zaradi demografskega upada, zaradi kulturne nevarnosti želimo ohraniti Slovenijo na izročilih krščanske družbe, krščanskih temeljev. In kandidiram zato, ker verjamem, da so potenciali Slovencev neizkoriščeni. Beg možganov, mladi nam odhajajo. Naša družba se stara zaradi tega, ker ne izkoristimo potencialov naših mladih, ker ne izkoristimo potencialov vse. Zato si želim delati na izobraževanju in prispevati k temu, da bi mladi ustvarjali to družbo in da bi poskrbeli tudi za starejše in ranljive. Hvala. Pozdravljeni, sem Tanja Bizan, dolgoletna obrtnica iz Ljubljane. Srečujem se z ogromno težavami na področju predpisov in zakonodaje. Ni rešitev v državi, da nam nenehno dviguje dajatve, davke, sem za znižanje dajatev, želim si prijazno državo do nas malih podjetnikov. Sama se zavedam, da lahko zapravim toliko, koliko ustvarim. Želela bi si tudi za državo, da zapravi toliko, kolikor ima in da je denar transparentno razporejen na pravičen način. Hvala lepa. Pozdravljeni, sem Lucija Šikova-Sušaj. Vse življenje delam že kot odvetnica, zato dejansko poznam pravosodje iz vseh plati in se zavedam vseh težav, ki jih
imajo ljudje, ki morajo prestopiti sodna vrata. Torej, moj prispevek, če bom izvoljena, bo šel predvsem v smeri izboljšanja dela sodišč, dostopnost do sodišča in seveda do pravične razsodbe v doglednem času. Prav tako pa kot predsednica Komisije za varstvo pacientovih pravic se srečujem z grozljivimi zadevami v zdravstvu in bi tudi v tej smeri verjetno znala doprinesti k boljši rešitvi zdravstvenega sistema, ne s tako imenovanim javnim zdravstvom, ampak z izenačitvijo javnega in zasebnega zdravstva, torej da vaše pravice iz zdravstvenega zavarovanja obsegajo tudi storitve, ki jih opravljajo zasebni zdravniki brez koncesij. Zasebne zdravnike je potrebno tako kot javne zavode kontrolirati, nadzirati, sicer pa mora imeti vsak pacient svobodno izbiro, da si izbere zdravnika, katerega želi, in s tem bi se tudi čakalne dobe bistveno skrajšale. Lepo pozdravljeni, sem Zvone Čadež, kandidiram na Viču, se pravi to volilna enota 3, volilni okraj 5. Že več kot 25 let sem zaposlen na Ministrstvu za obrambo, zato vas ne bo presenetilo, da je moj slogan brez varnosti pade vse. Predvsem bi rad poudaril moje izkušnje, ki sem jih imel kot dežurni delavec v Državnem štabu za civilno zaščito na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer sem v letih 2015 in 2016 videl, s kakšnimi ljudmi v bistvu imamo opravka. Ti migranti, ki prihajajo v našo državo, so žal predvsem za leve stranke pomilovanja vredni, želijo jim pomagati, želijo jim dati 1963 evrov na mesec. Seveda jih ne povabijo v svoje domove, ampak želijo, da to leži na plečih države. Ob tej priliki, ko sem z njimi delal, sem videl, da so to ljudje, ki kulturno sploh ne spadajo v to področje, niso niti malo hvaležni za to, kar smo jim nudili. Gospodje migranti so zavračali tople obroke, kot je piščančeva bara. Naši vojaki, delavci, pripadniki civilne zaščite, policije, Rdečega križa so imeli na voljo in sendvič, pa in vodo, pa so bili zadovoljni, pa so za njih delali. Tako da, v splošnem, tudi če pogledate našo osamosvojitveno vojsko, ki bi mogla biti na pedestalu v državnosti, je razvrednotena moralno in finančno. Strašansko sem znižal proračun, vsak dan lahko berete afere, kako je ta zadeva podhranjena, ladje se pokvari tam na pol zaliva, mislim, zadeve so tako problematične na varnostnem področju, da je treba tle narediti red. Jaz se strinjam z vsemi, da je važno imeti urejeno zdravstvo, kulturo, izobraževanje, vse to lepo in prav, ampak če bi bili kdaj pred temi ljudmi, ki prihajajo trumoma gor in vidite, kakšna sila je to, in ste malo z njimi družite, vidite, da nam bo to res vse padlo, če ne bomo imeli varnosti. Tako da, moj fokus bi bil tukaj, da zavarujemo to državo, ker se to zasluži, ker kot so vsi predhodniki rekli, imamo krasne ljudi, krasne pogoje, ampak žal leve vlade nam uničujejo varnost, kar je pa osnovna dobrina. Tako da, evo, brez varnosti pade vse še enkrat. Hvala. Lepo pozdravljeni, sem Irena Potočnik. Delam na področju kulture, bolj natančno na glasbenem področju. Če gledamo razne državne prireditve ali pa če gledamo, komu se podeljujejo nagrade za kulturne dosežke, potem vidimo, da je tudi na področju kulture stanje v Sloveniji dokaj alarmantno. Sama si bom zagotovo prizadevala za to, da se dvig kulturnega življenja oziroma same kulture v Sloveniji dvigne, da pridejo da so opaženi tudi ali pa predvsem slovenski ustvarjalci, ki so danes zapostavljeni oziroma neopaženi, spregledani in pa tudi ogromno, se pravi, skozi svoje delo videvam, da veliko mladih, najkvalitetnejših glasbenih, kulturnih ustvarjalcev odhaja v tujino. Zato je zelo pomembno, da Slovenija zagotovi, da se
kulturniki v Sloveniji počutijo dobro, da se lahko izrazijo, da so opaženi in tudi nagrajeni. Hvala. Ja, dober dan, moje ime je Andrej Aplenc. Jaz sem bil dvakrat zaprt na Golem otoku, prvič kot dijak. In ko bom izvoljen v parlament, se bom prizadeval za pravno državo in za sodstvo, ki bo uživalo zaupanje ljudi. Kot vemo, je sedanje sodstvo v Sloveniji, je zaupanje manj kot 1/4 ljudi zaupa pravično sodstvo. To je treba spremeniti. Brez tega pravne države ni. Poleg tega, jaz se bom tudi zavzemal za pravo. Slovenski narod je razdeljen in mislim, da imam tle tu eno, recimo, kako bi rekel, legitimiteto za to, kajti jaz sem bil na sodišču sodno rehabilitiran. Pri tem sem pri pričevanju prosil sodnico, da ne prebere imena tistih ljudi senata, ki me je poslal na Goli otok. To se mi je zdelo, da, torej skratka, to sem naredil v smislu sprave in mislim, da je ena izmed ključnih zadev za prihodnost slovenskega naroda, da se sicer vsa zgodovinska dejanja pravilno osvetlijo, na drugi strani pa, da se neha ta razdor, ki ga še vedno imamo. Hvala. Lep pozdrav, sem Janez Moškrič. 16 let sem že predsednik četrtne skupnosti Sostrov, se pravi vzhodnega dela Ljubljane, ki je ravno tako kot marsikater del v tej republiki, v tej državi zapostavljen iz strani glavnih centrov in naučil sem se to, da je potrebno prisluhniti malemu človeku in njegove ideje, njegove potrebe, ki so čisto osnovne lahko, se pravi od osnovne komunalne infrastrukture do nekega družbenega življenja, da je mu treba prisluhniti in zato se borim že ves čas in to želim tudi prenesti na raven države. Ker če bo splošno mnenje v tej državi, da smo državljani, da je država, da so državniki, da so lokalni politiki, zato, da so v korist občanom, da so zaradi občanov, ne zaradi sami, zaradi sebe, potem bo v tej državi splošno mnenje drugačno in bomo imeli lepo razvito državo in tudi državljani se bodo počutili varne in se bodo počutili, da živijo v blaginji. Ne pa danes, ko vidimo, da so nekateri deli Slovenije še zmeraj slabo razviti na račun drugih delov ali pa na račun tega, ker politiki ne opravljajo svojega dela v korist občanov. Sam tudi kot podjetnik vem in srečujem po celi Sloveniji, se pravi taka območja, kjer se da z dobrim politikom, tudi politikom in dobrimi ljudmi, ki si prizadevajo za skupno dobro, ustvarjati lepe zgodbe in lep razvoj kraja in tudi so ponosni na svoj kraj, na svojo zgodovino. In tudi sam sem ponosen, da lahko zgodovino Slovenije tudi kot četrtni svetnik, predsednik četrtne skupnosti in tudi kot podjetnik še naprej spodbujam in skrbim za to, da se ohranja ta Slovenija. Lep pozdrav, sem Irena Horvat in bom kandidirala v 3. volilni enoti, 9. volilnem okraju Ljubljana Šiška. Drugače sem pa svetnica in pa predsednica četrtnega odbora SDS Ljubljana Dravlje. Kandidirala bom v državni zbor na področju izobraževanja in pa na področju gospodarstva.
Na področju izobraževanja se bom zavzemala, da bomo uvedli v srednje strokovne, srednje šole, višje in visoke šole več praktičnega dela in pa dela pri delodajalcih. V vrtcih in pa srednjih šolah bi uvedla brezplačno kosilo za otroke in za dijake. Na področju gospodarstva bom se zavzemala, da bodo postopki, pravni postopki za pridobitev gradnje hiše in s tem primerni postopki, da bodo zelo hitri in pa enostavni. Sem Ida Medved. Trenutno sem svetnica v mestnem svetu, kjer je vodenje sej katastrofalno. V državni zbor kandidiram iz razloga, da svoje delo posvetim upokojencem. Upokojenci so v zadnjih 10 letih zelo izpostavljeni iz strani države. Država ni poskrbela za dvig pokojnine, upokojujejo se ljudje z vedno nižjimi procenti in pa seveda tudi z zelo slabimi revalorizacijskimi faktorji. Upokojenci želim si pretresti vse pokojnine in sicer iz razloga, da se odpravijo privilegirane pokojnine. In pa iz razloga, da se upokojencem da nek status, da živijo normalno življenje, da so spoštovanja vredno življenje. Ne, da se jih na koncu porine na center za socialno delo, ker ne morejo shajati s tako nizkimi pokojninami. Prizadevala bi si, da se ustvari nek sklad na nivoju države, da upokojenci, ki imajo nižje pokojnine in ne morejo si plačati dom, da jim ta sklad krije to razliko in sicer vsaj takrat, ko se izkaže zdravstveno nujno potrebno, da more ta človek iti v dom. In ne, da se obremenjuje otroke, otroci si v tem obdobju navadno ustvarjajo dom, se zakreditirajo in so primeri, ko morajo otroci z solidnim plačam, seveda s krediti, doplačevati staršem dom in pridejo na center za socialno delo po pomoč, ker se živijo pod pragom revščine. Vsi lepo pozdravljeni, sem Igor Horvat, že od rojstva živim v Ljubljani in sem na to mesto zelo ponosen. Sam kandidiram na listi Slovenske demokratske stranke v četrti volilni enoti, 6. volilni okraj. Vsi poznamo, to sta dve zelo strnjeni naselji, Fužine in Štepansko naselje, ker sam živim tam že praktično vso svoje življenje, poznam razmere predvsem mladih, starejših ljudi. Za kandidaturo na listi Slovenske demokratske stranke sem se odločil predvsem zaradi tega, ker nisem proti. Tako kot so naši konkurenti proti, da kandidirajo oziroma sklepajo koalicija, da so proti, jaz sem pa za. Jaz sem za vitko državo, jaz sem za nižje davke, jaz sem za to, da mladi ne odhajajo v tujino, jaz sem za to, da imajo upokojenci dostojno pokojnino, s katero lahko preživijo, za katero so delali celotno svoje življenje. Jaz sem za to, da Slovenija ni zaprašena, ampak je moderna država v Evropo usmerjena, ki bo tudi zanimiva za vse državljane, tudi tuje, visoko izobraženi in ki lahko doprinesejo k razvoju naše države. In zato sem ponosen, da sem na listi Slovenske demokratske stranke. Skratka, ti si za, mi smo pa zate. Hvala lepa. No, to je bila kratka predstavitev naših kandidatov, kot bi rekel, že zmagovite ekipe za državni zbor. Naši kandidati so tudi na voljo za vprašanje novinark in novinarjev, če ima kdo kakšno vprašanje. Sicer je pa to mišljeno kot zajtrk, tako da sledi kavica, rogljiček in klepet novinarjev z našimi kandidati. Brez kamer, ne? Brez kamer.
Hvala vsem za udeležbo, pa seveda sledi še tisti drugi del.